Veliko učencev, ki letos ne gredo več v šolo, nam je sporočilo, da so zelo žalostni in razočarani. Pravite, da imate dovolj pouka na daljavo, ki je težji in napornejši, kot je v šoli, močno pogrešate sošolce in prijatelje. Razumem, vsega pač ne moreš deliti starši, bratom ali sestro. Tudi svetovalci pri tom telefonu, ki na telefonski številki 116 111 sprejemajo vaše klice v stiski, so nam povedali, da so vaše težave v koronačasu nekoliko drugačne. Pred širjenjem koronavirusa so vas pestile predvsem teme povezane z odraščanjem. Zdaj pa marsikdo potrebuje pogovor, ker ga je strah, je osamljen ali pa ne živi v dobrih družinskih odnosih. Ker boste nekateri prihodnji teden verjetno tudi dalj časa sami doma, vam bodo za pogovor na voljo že zgodaj dopoldne. Vsebine, s katerimi smo se ukvarjali v teh zadnjih 2 mesecih, so drugačne kot pred karanteno. Prej so bile najpogostejše tematike povezane z odraščanjem, z odnosi z vrstniki, šolo, družino in ljubezenskimi težavami. V zadnjih 2 mesecih pa se večina kontaktov nanaša na družino, odnose v družini, odnose s starši, tudi nasilje v družini in pa tako imenovane psihološke težave in stiske. Strah, osamljenost, depresivnost in tesnoba. Sploh za nasilje v družini. Se bojimo, da otroci niso imeli možnosti se umakniti in poklicati, ker so bili v istem prostoru s povzročitelji nasilja in da bomo za te primere izvedeli naknadno. Ker se v naslednjem tednu del učencev vrača v šole in za te, ki bodo ostali doma, ne vemo, ali bodo imeli pomoč in podporo staršev ali bodo ostali sami. Od ponedeljka in do konca šolskega leta bo tom telefon deloval tudi v dopoldanskem času in sicer od 10. ure dalje.